Ležim v travi za ogradcem in vsa lepota stvarstva se zliva vame. Zdaj vem, da se iz globin vsemirja vračam domov. Prvič sem držal v svojih rokah onega, ki je večji kakor vesoljstvo, mogočnejši od vseh vladarjev, lepši od vse zemeljske lepote. Njega, ki ima več ljubezni kakor vse matere sveta in časa skupaj. Njega, ki me je zapuščenega in nevrednega sredi samote pobral in mi vžgal svojo neizmerno ljubezen. Da ne bi bil nikomur na poti, sem se raje umaknil v Odrancę, da tu sprejmem najtežji križ. Po prvem poletu v delu za novo cerkev sledi udarec za udarcem. Odklonitev odobritve načrtov po okrožju, zaslišanja, 75-dnevni zapor z vmesnimi postajami, zaslišanja, razprava, obsodba. In kakor odmev groma, zaplemba vsega nabranega denarja in materijala za novo cerkev. Na razpravi so vse priče gučale meni v prid. Pa me je sodišče vseeno obsodil. Pritožil sem mu. Mogoče pa še izda obstaja kaj pravice. Pustite pravico. Vi jo gledate in razumete pač po svoje. Mi se trudimo z izgradnjo opustošene domovine, vi pa šarate s to vašo cerkvijo. Ne razumete? To dvoje ne gre skupaj. Moj predlog je takšen. Izpustili bomo vse odranske cerkvene odbornike, če nam daste besedo, da se ne boste pritožili. Če izpustite vse moje odbornike, gnez včasih, se ne mu pritožil. Takoj danes. To je nemogoče. Veste, koliko formalnosti je treba opraviti pred izpustom? Če jih boste hoteli, jih boste opravili. V to sem siguren.
Ves čas sem se vračal k očetu in se vselej trudil voditi ljudi k njemu. Vabil sem jih z glasbo in pisanjem, s pridiganjem in z vsem trudom in bojem in preizkušnjami, ko je šlo za gradnjo cerkve. Vse to, da bi bil ti, trojedini Bog, na tem kraju vedno hvaljen in poveličevan. Vse to je njegov dar, njegova milost. Med nami se je naselil on, ki je naše največje in neuničljivo upanje. Ležim v travi za ogradcem in vsa lepota stvarstva se zliva vame. Zdaj vem, da se iz globin vsemirja vračam